Zanimanje za EURC raste. V drugih novicah pa tudi. Švedski poslanec predlaga Bitcoin kot državno rezervo. Napaka v čipu ogroža varnost Bitcoin denarnic in mantra obljublja obnovitev zaupanja po zlomu OM žetona. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Kovanec EURC, ki je vezan na evro, postaja vse bolj priljubljen med vlagatelji, saj ameriški dolar zaradi trgovinskih vojn izgublja na vrednosti. Od začetka leta je tržna vrednost EURC zrasla za kar 136%. K temu prispevajo tudi nova evropska pravila MiCA, ki spodbujajo uporabo reguliranih stabilnih kovancev. Medtem ko vodilni kovanec USDT nima skladnosti z MiCA, EURC izkorišča priložnost in širi svojo prisotnost na različnih blockchainih. Analitiki pričakujejo, da bo do konca leta njegova tržna vrednost presegla 400 milijonov evrov. Čeprav se mnogi veselijo, to za evropsko območje pomeni deflacija. Švedski poslanec Rickard Nordin je predlagal finančni ministrici, da bi država v svojo denarno rezervo vključila Bitcoin. Po njegovem mnenju Bitcoin deluje kot zaščita pred inflacijo in kot pomembno finančno orodje v represivnih državah. Ta ideja sledi podobnemu koraku ZDA, kjer je predsednik Trump marca predlagal vzpostavitev državne Bitcoin rezerve brez obremenitve proračuna. Čeprav Evropska unija za zdaj molči o Bitcoinu, se osredotoča na razvoj digitalnega evra, ki naj bi zaživel oktobra letos kot elektronski denar. Bomo videli, če bodo posamezne države to vzpodbudile. So ti všeč novice do zdaj? Potem pritisni všeček, komentiraj spodaj, deli s prijatelji in ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudiš sledečih videov. Raziskovalci so odkrili resno ranljivost v čipu ESP32, ki se uporablja v številnih fizičnih Bitcoin denarnicah. Napaka omogoča hekerjem, da nadaljavo pridobijo zasebne ključe ali podpišejo nepooblaščene transakcije. Ena od skupin je celo uspela pridobiti ključe iz denarnice z 10 bitcoini. Ker je čip že vgrajen v milijarde naprav, je ta napaka postala vroča tema med strokovnjaki za kibernetsko varnost. To razkritje opozarja uporabnike, da je tudi strojna oprema lahko nevarna točka v svetu kripta. Očitno tudi fizične denarnice niso tako varne, kot si marsikdo misli. Po strmem 90% padcu vrednosti OM žetona se je direktor podjetja Mantra John Mullin javno odzval. Poudaril je, da so načrti za odkup žetonov in oživitev ekosistema že v teku, čeprav še niso dokončno oblikovani. Zanikal je govorice o prodaji strani notranjih ljudi ter trdi, da je največji imetnik žetonov borza OKX. Ob tem je razkril, da je bil velik prenos žetonov na Binance posledica konca programa stakinga. Mullin je poudaril, da želijo ostati čim bolj pregledni in da ostajajo zavezani okrevanju projekta. Ali mislite, da se bo OM pobral? Komentirajte spodaj. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem videu.